Pozdravljeni. V naslednjem videu vam bom pokazal kreiranje in uporabo mailing list. Zdaj, zakaj se gre? Zdaj, tak čas, ko pač uporabniki iščejo sezname z maili svojih strank, da jim pošljajo pač čestitke ob novem letu ali kaj podobnega. In najlažje v Calculusu to narediti na tak način. Greste na dokumente, jaz sem zdaj tule zbral izdane račune, ker bom pač vsem, ki so v lanskem letu na primer pri nas kupovali, bom poslal neko zahvalo, In potem najprej dodam tule gor na tale pregled e-pošto od kupca, ker imam anonimizirane podatke, v tem primeru imam zdaj tu samo na 5 računih pač primer, mailov vnešene. Naslednji korak je seveda, da potem označim te izdane račune. Označite jih tako, da kliknete na prvega, stisnete tipko Shift, kliknete na zadnjega, ki ga želite označiti in imate potem vse izbrane. Druga možnost bi seveda bila tudi za uporabo tipke Ctrl, tam lahko pa posamezne zbirate. Ko imate to označeno, kliknete z desnim gumbom na miški gor na enega izmed označenih dokumentov in izberete kreiraj novo mailing listo. Kliknete gor. Program vam bo vse partnerje, zdaj v tem primeru, ker se mi je en partner dvakrat ponavljal, mi je samo 4 dal, Partnerje vam bo tule z listu, z naslovi vred pa z maili. Te maile lahko vi še tule popravite, lahko dodate drugega ali karkoli. Potem pa vpišete, če si želite shraniti mailing listo, vpišete naziv, da boste imeli mogoče še za kdaj v bodoče. Datum kreiranja pustite tako, kot je. Če bi želeli na samem tem obrazcu dodati še od katerega drugega partnerja mail, ga lahko tudi tule najdete preko skupine, če imate razvrščene partnerje, teritorija, ali pa ga dodate kar direktno od spodaj v posamezno vrstico. Ko imate to narejeno, lahko greste pod vsebino e-sporočila, tule napišete, tako kot bi v Outlooku delali, pozdravljeni, ali pa bomo tule takole rekla, obvestilo ob novem letu. Tule napišete tekst, pozdravljeni, zahvaljujemo se vam za nakupe ob novem letu in tako naprej. Zraven imate pa potem tule priponke. V priponko si pa lahko sami odložite, če imate mogoče kak dokument shranjen. Jaz v tem primeru imam naročilnico. Zdaj samo da vidim, če bo tole šlo kar takole gor prinesti, bomo mogli dati nova priponka in izberemo. Zdaj, ko imamo tole narejeno mailing listo, shranimo in naslednji korak bi bil, da lahko pošljemo maile na različne naslove. Zdaj, tule bi jaz nekaj res poudaril, če boste imeli to ogromno število mailov, se zna zgoditi, ker boste to masovno pošiljali iz Calculusa in ker je to pač generirano vse skupaj, da vas mogoče kateri od poštnih odjemalcev prepozna kot spam, in se hitro znajdete na spam listi, na primer, če bi poslali 200-300 mailov kar obenem. Lahko si pa pomagate na tak način, da izvozite tole mailing listo v Excel. Takle. In ko boste imeli mailing listo izvoženo, lahko preprosto odprete Excel, si označite tule vse maile, odprete pošto, si skopirate noter v skritega prejemnika, zato ne bojo drugega videli, in napišete sporočilo, tako smo prej tule pisali na mailing listo, klasično, torej zadeva, pa potem tekst in lahko naenkrat razpošljete vsem. Gre se predvsem za to, kako najhitreje priti do teh podatkov.